N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam, še posebej tistim, ki nam pišete s pohvalami, predlogi. Jaz imam sicer rada tudi konstruktivne kritike, teh zelo malo dobim, pa bi si jih želela, kar pošiljete tudi to. In dobrodošla ponovno cenjena gosta, štajerski politični duo. Zdravo. Zdravo. Pogrešamo seveda še tretjega člana te posadke, ki ga tokrat ni, ampak Miha Orešnik. mu želimo prijeten dopust. Res, na ali dopustu, kakorkoli, ne. tako kot Tako da predsednik danes res Zdrave. Ja, štajerski duo s krmarjem. s krmarjem iz Primorske. Tako. Ja. Za gledalce ju poznate, ampak Metka Majer, novinarka za področje politike in dnevna urednica na Pop TV, in Matija Stepišnik, odgovorni urednik časnega večera in dolgoletni politični novinar. Tako, začela bom malce drugače. Začela bom z Manco Košir. Novinarji smo vsi trije in mislim, da drugače ne moremo, ne smemo in tudi ne želimo začeti tega podcasta. Danes je petek, včeraj smo izvedeli, da je Manca Košir umrla. In ko sem gledala včeraj vse te odzive ljudi, iz novinarstva, pa tudi ljudi, ki nimajo zveze z novinarstvom, kako veliko ljudi se je v bistvu dotaknila tako zelo močno. Tudi vaju. Ja, tudi mene. Moram povedati sicer, da sem jaz po mojem ena od tistih prvih generacij, ki jih Manca Košir ni več učila. Ampak imam v zvezi s tem povezano eno zgodbo, ki je danes pravzaprav še kar precej boleča. In sicer, ne glede na to, da me ni nikoli učila in je pravzaprav osebno ne poznam, sem jaz bila njen občudovalec, pač že, po mojem, že iz srednje šole naprej. Občudovala sem jo kot novinarko, kot publicistko, kot žensko, kot osebnost. In na začetku moje zdajšnje zveze z mojim zdajšnjim partnerjem, torej več kot 10 let nazaj, sem jaz njemu to med drugim tudi povedala, pač, da kako jaz občudujem Manco Košir. In on je meni, po mojem, za prvi moj rojstni dan, ki sva ga praznovala skupaj, prinesel njeno knjigo in v tej knjigi je bila vizitka z njeno telefonsko številko in napisano je bilo "Pokliči me". On je pravzaprav poklical jo, šel do nje celo domov in povedal, da ima pač novo punco, ki je njen blazen fan in da pač, če lahko pač podari to knjigo oziroma pač, da je še zraven, da bi jo lahko spoznala. In meni je bilo sicer to izjemno lepo darilo, ampak se mi je zdelo, me spravilo v neko stisko v smislu, pa kaj bom zdaj jaz tratila čas Manci Košir, in sem mesece predstavljala to, da bi to naredila, in potem seveda tega nisem naredila, in potem sem pa večkrat v življenju, kadarkoli sem na njo naletela, si mislila, no, se nekje bom pa nekoč enkrat srečala, pa ji bom to povedala, da si res zahvaljujem za to, da je bila pripravljena sprejeti neko pač punco takrat praktično iz faksa še, v glavnem, in tega nisem naredila. In to je danes pač ta zame ena lekcija o nekih izpuščenih priložnostih, hkrati o hvaležnosti, da je bila to še vedno pripravljena narediti, pa da je tega nisem izrazila. In je, kot rečeno, pač neka ta meni še en poduk meni za naprej, da se pač takih priložnosti ne izpusti. Lepo. Wow, v bistvu, Ja. lepo povedano. Ja, Manca Košir. Ženska, ki je na tako različne načine podpisala se izjemno močno pod čas, ki ga živimo, pod prostor, ne samo seveda pod novinarstvo, preko katerega sem jo vsaj jaz nekako spoznal. Od informativnega dneva, ko je stala tam pred nami Manca Košir, prvo ime novinarske katedre, takrat mladi Marko Milosavljević, asistent zraven nje. Na nek način je bila v bistvu obraz tega FDV-evega novinarstva dolga leta, bila je zelo karizmatična, bila je frajerka, meni se je zdela res frajerka. In tudi vse, kar je v bistvu delala potem kasneje, ne, in predvsem, kar je ona naredila, bom rekel, za bralno kulturo, za spodbujanje branja, mišljenja, uma, uporabe uma, je
res vredno enega velikega in globokega poklona. Zdelo se mi je fantastično včeraj, ena izmed, mislim, da Tina, njena hčera je napisala, ne izrekajte nam sožalja, ampak dajmo raje slaviti njeno življenje. In takrat je en bralec mi napisal mail, da je mogoče naslov Umrla je Manca Košir v članku, ki smo ga objavili, napačen, da bi morali napisati Živela je Manca Košir, in v bistvu je imel izvrsten point. Na še en point pa me je spomnila naša upokojena kolegica Gloria Lorenci. Manca se je, in srečevali smo v Mariboru v zadnjem času, velikokrat v Mariboru je bila rojena, vračala se je v Maribor, imela nek družbo Zoro Jurič in tako naprej. Velikokrat smo videli, imela nek odnos z mestom, čeprav v njem ni živela že dolgo, ampak Gloria me je spomnila tudi na to, da ko so se ji kot mladi novinarki v nekaterih medijih, ker je prišla navzkriž s partijo in oblastjo, ko so se v nekaterih ljubljanskih medijih zaprla vrata, je vrata odprl urednik 7 dni Branko Senica Bonči in je v bistvu takrat v 7 dni, ki ni bil nek očitno tako podrobno gledal medije, objavljala svoje članke. Tako da poklon in veliko spoštovanja. Ja, njena hčerka Tina Košir je zapisala to, kar si rekel, na mesto sožalja vas v skladu z njeno željo vabim k praznovanju njenega bivanja. In potem naprej, na mesto rož vas vabim, da zasejete seme dobrega, naredite nekaj lepega za nekoga, nekomu iskreno, nekaj ljubečega poveste, naj zacveti ljubeča povezanost med nami, tako v njenem duhu. Marko Milosavljević, ki si ga omenil, njen nekdanji asistent, zdaj profesor, je rekel za N1 včeraj, da je bila ona unikum in res je bila. Jaz bi tukaj dodala še ta njen prispevek k temu odnosu do umiranja. Ona je bila tudi prostovoljka pri hospicu. In je tudi s tem, na kak način je odšla, v bistvu, mislim, da veliko prispevala v naši družbi in s pomočjo in s tem, ko je govorila o tem, tudi o tem je govorila na enak način, kot je govorila v bistvu vsem drugim, zelo iskreno. V bistvu že to je velika stvar. V podcastu Sensa je rekla, če se ne zavedamo, da bomo umrli, ne znamo ceniti življenja. Zato je vsak pogovor o smrti pogovor o življenju. Lepo se sklene s tem, kar si v bistvu ti prej rekla o izgubljenih priložnostih. V bistvu vsak dan moramo vedeti, da nekoč bomo umrli in v bistvu s tem tudi živimo. Tako je. Hvala vama. V bistvu res je zaznamovala generacije novinarjev. Dala je pečat, hvala za te vajine misli o njej. Zdaj pa gremo k politiki. Pred nami so evropske volitve. Za nami je 1. maj. Za nami je tudi kongres SD-ja, ki se zdi že zelo dolgo nazaj, da je bil, pa v bistvu ni bil. Pa začnimo tukaj. Kakšna je po vajinem mnenju socialna demokracija, socialni demokrati, torej SD, po tem kongresu? Kaj se je s tem kongresom za stranko spremenilo? Je to zdaj druga stranka? Ne, jaz mislim, da se je ravno to zgodilo, da je to ostala ista stranka, ravno s tistim preobratom v zadnjem trenutku. Jaz mislim, da se je to zgodilo potem, ko je Matjaž Han, tudi mi smo to govorili na zadnje o tem, pa marsikdo o tem govoril, nenehno, večkrat je bilo to posneto, da ne želi pravzaprav biti predsednik. Jaz mislim, da dejansko ni želel biti, pa se je pa do te odločitve praktično v zadnjem trenutku prišlo ravno zaradi tega, ker ta nek del stranke z njim na čelu ni želel prepustiti stranke na ključu oziroma neki drugi poti, ki bi odstopala od tega, kako je stranka delovala zdaj. Ali se jim bo to obrestovalo, bomo videli. Zdaj prve javnomnenjske ankete tega niso nagrajevale, so pa nagrajevale, ne vem, recimo Matjaža Hana, kot že poprej, kot ministra. Seveda pa imajo zdaj pač eno veliko preizkušnjo pred sabo in to so pač evropske volitve, kjer bo spet marsikaj od tega odvisno. In zdaj, ko smo videli pač spet tudi te prve meritve, obstaja pač en delež strank, ki se bodo pošteno borile za ta en sedež. In tu bo ena, po mojem, prva preizkušnja, ko se bo izkazalo, ali bo ta zdaj stranka uspela izplavati iz te strašne krize, v katero je v začetku leta padla.
Zdaj stranka se zagotovo ni odločila za nek radikalnejši prelom, za neko večjo prenovo. Večina ocen gre v smeri, da je prevladala ta, bom rekel, bolj pragmatično podjetniška struja, ki naj bi jo poosebljal Han. Njegova intervencija 5:12 v celo kongresno dogajanje v znotraj strankarsko življenje je bila in ni bila čisto presenečenje. Očitno nekateri glavni igralci stranke, ki so do zdaj držali vse niti v njej, niso želeli prepustiti stranke nekemu prišleku, teoretiku socialne demokracije, politologu, ker nekako se je v predkongresnem dogajanju malo nakazovala večja možnost zmage Milana Brgleza in na koncu se je potrdilo, da v ciljni ravnini te tekme sta bila precej izenačena. Kar bi v bistvu opozoril v tem kontekstu Hanovega poznega vstopa je seveda, na nek način je bil Han tudi od zunaj nekako pozvan naj vstopi v to igro. Spomnimo se besed Aleksandra Čeferina, ki jih je izrekel preko slovenskih medijev in nazadnje tudi predstavnikov gospodarstva, ki so očitno seveda v Hanu na nek način in v socialni demokraciji, kot se jo predstavlja on, vendarle videli neko večjo garancijo za to, da ne bo prišlo do večjega premika proti levici, proti seveda drugi stranki v tem delu političnega polja. In ne glede na to, kar se je na kongresu SD-ja zgodilo, je to, kar pravi Metka, zdaj v bistvu preizkusi pred to stranko prihajajo zdaj in takoj in v bistvu že evropske volitve so za njo lahko izjemno usodne. Če stranka ne bi dobila enega poslanca, bi bilo to seveda na ravni katastrofe. Javnomnenjske raziskave pa so za zdaj mogoče nakazuje vse možnosti. Od tega, da bi prišli celo do 2 poslancev, kar bi bil v tej situaciji velik uspeh, do tega, da ostanejo brez vsega. Gotovo pa je Matjaž Han ima nekaj, kar verjetno v tej situaciji stranka potrebuje. Ne glede na to, da je on socialdemokratski podjetnik, tudi sam ima firmo oziroma družinski biznis že dolga leta in desetletja, predstavlja nek ta ljudski obraz te stranke. Nekoga, ki se posuje s pepelom, ki se preprosto pogovarja z ljudmi, ki bi ga marsikdo povabil za šank, da podebatirata o politiki in v tem kontekstu verjetno v tem smislu ima tudi neke pluse. Ampak za koga je Han dobra, pa za koga slaba novica? Oziroma ta podjetniška struja znotraj SD-ja. A to pomeni mogoče v perspektivi, da je lahko SD z Hanom nekako grožnja, recimo Logarjev, ki se ga je tudi nekako videlo na bolj desni sredini, ampak tudi nekako podjetja so gledala, kaj zdaj ta Logar pomeni, kaj bi ta potencialna stranka pomenila. Oziroma, ali se odpira s Hanom z SD-jem prostor za levico, mislim stranko Levica, ali pa neko drugo potencialno stranko, ki bi imela zdaj več prostora na levem polu levega. Jaz mislim, da še vedno nismo v tisti fazi, ko bi se Levica čisto pomogla od tega, kar se tudi v tej notranji dinamiki dogaja. Če govorimo zdaj konkretno o Levici, recimo, mislim, da tudi ta prvi obraz Levice, ki je pač zadnja desetletja absolutno pač to bil, Luka Mesec, se zdi kot, da se nekako prav zares od tega umika. Tudi zdi se, da je Levica praktično, vse tako občutek je že praktično predala to evropsko tekmo. Ne zdi se, da bi pač res vlagala vse sile v to. Bolj se zdi, da Luka Mesec recimo vlaga zdaj vse sile v ta svoj resor, torej da bi pač tu res izpolnil obljube, ki so bile dane. Ali bo to uspelo? Predvsem recimo drugemu ministru Simonu Maljevcu je že večja težava, ker se je bilo tam pač večje, več se je operiralo številkami. Vi ste ta teden objavili članek, recimo, kaj se dogaja s tem dolgo pričakovanim in s temi pričakovanji, ki so prišli s tem zakonom o dolgotrajni oskrbi. Tako da, ali je Levica zdaj prav zares nekako tukaj pridobiva, se mi ne zdi ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da še ima veliko dela tukaj nekako sama s sabo. Se pa strinjam s tem, da se pa pač ta prostor, ta neki bolj sredinski, tukaj je vedno odprt in vedno bo odprt pred vsakršnimi volitvami, tudi naslednjimi državnozborskimi in je tudi zdaj recimo, pred temi evropskimi. Recimo tu se izkazuje pač
stranka Vesna, recimo, oziroma z kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem, pa niti ne toliko iz te podjetništva, seveda ne iz teh podjetniških struje, ampak iz tega, tu ga vidim kot spet ta nek nov obraz, ki zelo gradi svojo kariero. Hkrati mu zaenkrat še karkoli se mu očitalo ni prav zares zelo škodovalo. Zelo se izkaže recimo na televizijskih soočenjih, to smo videli v predsedniški tekmi, in tu ima neko grožnjo. Kar se pa tiče Logarja, zdaj se pa on v tem trenutku ni nič vključil v to tekmo in tu zdaj morda naslavlja zdaj pa Matjaž Han spet tisto, kar je kar sicer Anže Logar išče po terenu, da se razumem. Morda je to, ne? Ampak kot smo pa tudi že govorili, Anžetu Logarju na nek način se še vedno zdi, tako kot se je zdelo 3 mesece nazaj, zmanjkalo nekega poguma za nek korak in vprašanje, kam bo to lahko privedlo do recimo naslednjih volitev. Ne? Ali se SD torej premika z Hanom in dela nek prostor kot stranski učink za nekaj drugega na levem polu levega? Zdaj jaz bi obratno optiko postavil. SD nikoli ni izkoristil v bistvu krize levice, zato da bi dejansko zajel prostor, ki ga je nekako začela izgubljati levica, bom rekel, na tem bolj skrajnem delu političnega prostora. Hanove izvolitve so se zagotovo razveselili v podjetniških krogih, pa ne zato, ker bi SD v tej vladi bila kakorkoli življenjsko pomembna in bi bila ta vlada od nje usodno odvisna, ampak zato, ker bodo za Matjažem Hanom tudi na čelo stranke, s tem je seveda njegov rejting, ki nekako teža v političnem prostoru vsekakor vseeno narasla, bodo imeli še naprej nekega, bom rekel, zelo razumevajočega sogovornika tudi za potrebe gospodarstva, kapitala in tako naprej. Ne mislim, da bo SD z njim bistveno spremenila svojo ideološko podstat. Han je v tej stranki dovolj dolgo, da ve vendarle, kdo so tudi neki, bom rekel, ideološki centri ali pa strici iz ozadja, če tako rečem, ki jih je treba vendarle nekako servisirati, nagovarjati oziroma jih vzdrževati v tem krogu, da bi tukaj seveda izvedel neke revolucionarne premike. Res pa je, da v bistvu se z Hanovim prihodom na čelo te stranke povečuje število strank, ki na nek način želijo razumevajoče nagovarjati gospodarstvo od Logarja in Nove Slovenije na desni sredini, na levi sredini pa do SD-ja in seveda tudi Svobode, ki se na nek način tudi ima za levo liberalno propodjetniško stranko. Tako da v bistvu Han pomeni neko kontinuiteto stranke, ki je v preteklosti seveda poskušala recimo Židanom nastopiti bolj na ruralnih področjih, pa ni uspela, za Fajonovo seveda za neko čisto novo zgodbo, ki se tudi ni dobro išla, tako da v bistvu Han je zdaj ena izmed zadnjih opcij na nek način te stranke, da si rejtinge izboljša proti 10% in ne obratno, kot smo videli, je bila že tudi praktično po nekaterih rejtingih zelo na robu političnega preživetja. In če pogledamo zdaj, kako stojijo delnice strank, tole je zadnja javnomnenjska raziskava, torej Mediana za Pop TV. Golobova vlada občutno popravila vtis, ima največ podpornikov zadnjega pol leta, njeno delo odobrava dobra tretjina vprašanih, nasprotuje je 52%, kar je najmanj letos. Zakaj se je to zgodilo? Zanimivo vprašanje. Nekega, bom rekel, vsebinskega triggerja ali pa nekega vsebinskega razloga ta hip ne vidim. Da bi vlada v bistvu prinesla na agendo ali pa uspela rešiti kakšnega izmed že dlje časa obstajajočih problemov, da bi uspela z nekim prebojem iz tega razvojnega lera, o katerem mislim, da smo tudi ne nazadnje na koncu govorili, tega momenta v tem času ni bilo. Kar se je verjetno v tem času zgodilo, je seveda to, da je na nek način afera Litijska v bistvu dobila nek vsaj začasni epilog oziroma je izvenela, ne nazadnje v nekih udarcih udarila ne samo po SD-ju, ampak tudi po celotni vladi. Na drugi strani pa očitno v Sloveniji obstaja tudi dovolj velik delež ljudi, ki očitno
precej podpirajo Golobova stališča do zdravniške stavke in njegovo celo neaktivnost oziroma nepopuščanje, bi rekli nekateri drugi na tej temeljni stavkovni fronti, ne, ki se je zdaj v bistvu prevesila v neko pozicijsko vojno, tako rekoč, kjer ni premikov ne v levo, ne v desno, ne naprej, ne nazaj. Da bi Golobu v tem času uspelo narediti vsebinsko kaj izjemnega, da bi v bistvu imel na mizi neko zmago, ne, s katero bi lahko pomahal, tega momenta ni bilo. Očitno pa je vendarle nekoliko bolj strukturirano komuniciranje te vlade, kakorkoli imelo nek efekt oziroma je zmanjšalo občutek kaosa ali brezvladja, ki je bilo sploh na začetku zime zelo izrazito. Jaz bi to rekla, da samo ena stvar se je zgodila, ampak mislim, da se to ne odraža v anketah, zaradi tega, ker pravzaprav mislim, da je bila bolj ali manj spregledana, ampak je pa morda, ko to spremljaš od blizu, razumeš, da je tu zdaj neka točka, ne bom rekla preloma, ampak pač nekega novega modusa operandi, ki so ga zdaj po 2 letih pravzaprav uspeli oblikovati in se zdi vsaj na prvi pogled pravi. Pa tukaj zdaj je bil zanimivo spet prvi obraz tega Luka Mesec in sicer, torej zdaj 2 leti je minilo od državnozborskih volitev in vlada je obravnavala izhodišče pokojninske reforme, samo izhodišča, ne zakonodajnega predloga. S temi izhodišči bo zdaj šla na ekonomsko-socialni svet, potem se bo oblikoval zakonodajni predlog in s tem bo pač šla seveda v parlament. Ne? In to je nekaj, kar se zdi, da je pač seveda smiselno, da se naredi, torej da se poskuša čim bolj uskladiti, ali jim bo to uspelo, tega seveda zdaj v tem trenutku še ne vemo, ampak čeprav razumem, bo podobno naredila z davčno reformo, ki so jo zdaj maja napoveduje, torej enako izhodišča, s katerimi bo šla naprej pred te socialne partnerje, ki jih zdaj za mizo ni imela od julija naprej. In pa še tretje polje je pač seveda so ta pogajanja z javnim sektorjem, ki se v tem smislu itak pa pač dogajajo usporedno oziroma nekaj se mora tam zgoditi do septembra. In tu je nek premik, ko se mi zdi, da so zdaj ob vseh tistih napovedih, časovnicah, zakonodajnih predlogih, nekih parcialnih, da so zdaj to nekako to igro uspeli nekako skanalizirati v neko smer, ki če se bo seveda, veliko je še tukaj vprašajo, ampak če bodo pogajanja uspešna, če bodo slišali vse pripombe in jih poskušali v neke kompromisne predloge speljati, bi se to pač lahko jim izkazalo kot zelo dobro. Ampak veliko trdega dela bo še za to potrebno. So pa ta izhodišča na vlado šla kasneje, kot je bilo sprva pričakovano. Ne? So tudi prestavljali. Ne? Skratka, Mediana za Pop TV, med strankami sta največji politični sili v državi torej odskočili od konkurence, prepričljivo še naprej vodi Janševa SDS. 23,8% vprašanih, z dobrimi 17% pa sledi Golobova Svoboda, tretja je Nova Slovenija, ki je tesno prehitela Socialne demokrate in Levico. Kaj zdaj prihajajo evropske volitve? Ne? Prejšnji teden smo tukaj v tem podcastu, Ali Žerdin, Grega Repovž in Polona Fjavž so bili tukaj. Je Polona Fjavž poudarila, ne, da so v Sloveniji evropske volitve zelo notranje politične volitve. Ne? Da v bistvu ni v Nemčiji, ko je bila, da to pač ni taka praksa. Ne? Kaj lahko te volitve spremenijo tudi na notranji sceni in obratno. No. Hočem reči, kakšna je ta korelacija, če lahko še malo več rečemo, kaj bo odločalo na evropskih volitvah? Jaz se absolutno strinjam s to oceno in ne vem, če se bo zdaj v tem mesecu kaj spremenilo. Močno dvomim, da se bo. Tudi zato, ker so pač na agendi seveda tudi ti 3 referendumi, ne, ki se bodo, hočeš nočeš, ki bodo nek diskurs preusmerjali v ta 3 vprašanja, ki so izjemno pomembna, ampak bodo zdaj po mojem pač ostala zelo na površini. Pa jaz zdaj tu, da se razume, sem pristaš tisti stališč, da demokracija ni nikoli preveč, lahko se o stvarih izrekamo, ampak recimo tu se bi mi zdelo smiselno, ampak spet to ni očitno tema, ki tako vleče, ne? Recimo referendum o NEK2, za katerega smo se pa odločili pač, da bo novembra, ne? Kjer pa v bistvu so stranke praktično
razen z izjemo Levice, pa še morda kakšne zunajparlamentarne, seveda pač zelo odločene, kaj se bo tam zgodilo, ne, in bi v bistvu morali samo pač potrditi, to je ena od stvari, kateri so se zavezali. Ampak zdaj pa tu neka 3 vprašanja, ki bi terjala široko razpravo, pa najbrž jih ne bojo. Tako da že zaradi tega bodo notranje politična. Hkrati bodo notranje politična seveda tudi zaradi nekih samih situacij. Tu bi jaz mogoče izpostavila zdaj vendarle Novo Slovenijo. Nova Slovenija je zdaj v eni resni zagati v zvezi povezani z tole zadevo na KNOVS-u. Tu je zdaj bilo malo zatišja ta teden, ampak tu na številna vprašanja še nismo dobili odgovorov in glede na to, kar je bilo do sedaj povedano, ne vem, kakšna bi lahko bila. Gre seveda torej za to, da so člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na policiji v nenapovedanem nadzoru preverjali, ali se prisluškuje članom njihove stranke. Več stvari se je tukaj zgodilo, ne? Med drugim tudi to, da je ob tej močni poslanski skupini, ki je v veliki meri recimo na listi za evropske volitve, tukaj najbolj nastopa seveda predsednik KNOVS-a Janez Žakelj, ki se zdi, da je najmanj izkušen v tem in je naredil tudi eno od največjih napak, ki jo v politiki lahko narediš, to je, da v 24 urah diametralno spremeniš zgodbo. Torej najprej bila anonimna prijava, potem je pa ni bilo. Ne? Predsednik in nosilec liste še ni pojasnil, kaj se je tu pravzaprav zgodilo. Ne? In ne glede na to, je bilo to zakonito, vse zdaj kaže, da je bilo to zakonito. Je pa bilo najmanj nespodobno, da ti po objavi neke take zgodbe, ne? In potem, ko dobro veš, da policijska preiskava že globoko teče, ne? Preveriš, kaj se tvojim strankarskim kolegom dogaja samo zato, ker pač to lahko. Ne? In tu se bo težko tem vprašanjem izogniti. To se bo izkazalo. In tu pač ima zdaj Slovenija en zanimiv preizkus pred sabo, ne, ki se lahko izkaže na več načinov, ali da to uspejo sanirati, ali da Mateja Tonina prehiti Ljudmila Novak, ali pa da ta sedež dobi morda SDS, to, kar je Miha že zadnjič nakazal, recimo, da pač SDS lahko kaže tudi do 5 sedežev, ne na zadnje. Ne? Ali pa še morda kakšna druga stranka, ne vem, recimo SLS. No, ampak... Zanimiv je ta odnos, ne, Ljudmila Novak, Matej Tonin, ne? Tudi na kak način so pojasnjevali, kako je do tega prišlo za sladokusce, zelo zanimivo in tako, skratka, je to ena od strank, ki postreže tudi z zanimivimi odnosi, ne? Ja, absolutno. V bistvu zgodovina tega odnosa je kar pestra. Ne, v bistvu, ne samo med Toninom in Ljudmilo Novak, ampak med celo to, bom rekel, mlajšo ekipo, ki jo je takrat nekako prepričala, da naj se umakne, ker bodo oni uspeli s tem prebojem čez 10% in iz te večne sence SDS-a. Pa vidimo zdaj, da v bistvu še vedno v veliki meri en del volilnega telesa nagovarjajo tudi preko izkušene europoslanke, predsednice, ki je takrat stranko v bistvu iz zunaj parlamentarnih vrst pripeljala nazaj. Ne. Ampak da se mogoče iz tega izleta v mikropolitične ali pa mikrostrankarske dogodke vendarle vrnem na kontekst, ki je bil izhodišče vprašanja, torej evropski kontekst. Bil sem na zadnjem zasedanju Evropskega parlamenta v tem mandatu v Strasbourgu in moram reči, da je precej nervoze čutiti predvsem med etabliranimi strankami, med kontinuiteto. Torej, ne, nekako že seveda vrsto časa, vrsto let poslušamo, da so vsake evropske volitve prelomne in zgodovinske in tako naprej, tako tudi tokrat. Ampak vendarle je zdaj občutek te usodnosti, ne, zajezitve tega vala populizma, nacionalizma, predvsem preko 2 političnih skupin, identitete in demokracije ter evropskih konzervativcev in reformistov, vendarle toliko bolj v ospredju. Ne. Torej, grožnja radikalne desnice, ki lahko pride zelo blizu politični oblasti v Evropi, je veliko bolj resna, kot je bila. Predvsem v tem kontekstu, da niti predestinirana nova stara predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ne vidi več toliko težav, ne vidi več tega sanitarnega kordona, ne, ki je nekako veljal za te stranke, ampak
dopušča možnost sodelovanja. Ne. Tako da v bistvu bi se morali v Sloveniji, to hočem reči, z Evropo, z evropskimi temami, z izzivi od varnosti, inflacije, v bistvu socialne slike Evrope, ki v bistvu je humus rasti tega populizma. Ne. Mnogi ljudje v Evropi živijo slabše, kot so živeli pred 10 leti. Ne. Z migracijami in z vsemi ostalimi temami bi se morali zelo resno ukvarjati in o njih debatirati na slovenskih volitvah. Se pa bojim seveda, da se bodo te volitve res spremenile v nek notranje politični spopad. Ne nazadnje tudi to, da so prilepili 3 referendume pod pretvezo seveda, da bodo nekako levo-liberalno volilno telo pripeljali in v bistvu povečali volilno udeležbo, to je zelo tvegana taktika v resnici. Ne? Ja, Gregor Repovž je zadnjič tudi rekel nekako na ta način, da bi se jim to znalo vrniti kot bumerang, ne? Absolutno. Da lahko tudi izgubijo zaradi tega. Obstaja valjda neka predpostavka, da nižja kot je volilna udeležba, boljše je za desno sredino. Nekako s to kalkulacijo so šli v to igro, ampak predvsem tema torej evtanazije in pa pomoči pri samomoru je veliko preresna, da bi se z njo igrali. Predvsem pa je to tema, ki bo mobilizirala ne samo levo volilno telo, ampak zagotovo tudi desno volilno telo. Predvsem pa si neko državljan, neko novinar ne bi želel, da bi se tako resne teme v bistvu mešale z nekimi drugimi ideološkimi spopadi, ki so in razčiščevanje nekih strankarskih zgodb, ki bodo tudi del seveda te politične zgodbe. Kar vidimo v tem trenutku je, da je edina, ki ima neko jasno postavljeno evropsko agendo, ali se z njo strinjamo ali ne, je SDS. Oni imajo oblikovano listo, katere člani nagovarjajo vsak svoj segment volilnega telesa, anti-LGTB, proti migracijam in v bistvu neko bolj zmerno krilo, ki ga predstavlja Romana Tomc. Oni v bistvu vejo, zakaj se na evropskih volitvah gre in kampanjo vodijo že dlje časa. Od ostalih strank pa do zdaj veliko o evropskih volitvah nismo slišali. Pri nekaterih so razlogi objektivni, SD se je ukvarjala sama sabo in svojim kongresom, Svoboda se je tudi dolgo ekipirala in se predvsem s kadrovskimi zadevami ukvarjala, kar na nek način tudi seveda kaže, kako jemljajo stranke evropske volitve. Tako da v bistvu v naslednjih tednih bomo pravzaprav videli šele s kakšnim vsebinskim inputom, če sploh za kakšnim so stranke v bistvu vstopajo v to volilno tekmo, ki pa je zelo pomembna. Pogovarjal sem se s kar nekaj poslanci in v bistvu tudi uradniki, ki delajo v Evropskem parlamentu in pravijo, da se mogoče trenutna politična garnitura in generacija ne zavedata resnosti momenta politične geografije. Tudi o tem smo zadnjič nekaj rekli. Skratka, mediana za Pop TV, če bi bile evropske volitve danes, največ volilnih upravičencev bi prepričala opozicijska SDS. Romana Tomc in njene strankarske kolege podpira več kot petina vprašanih volivcev. Sledi vladajoča Svoboda z nosilko Ireno Jovejo, ki je prepričala 15,5% anketirancev, potem pa izenačeni NSI z Matejem Toninom ter neparlamentarna Vesna z Vladimirjem Prebiličem na 7%. Potem še koalicijski socialni demokrati s slabimi 6% podpore. Zelo tesno skupaj si sledijo neparlamentarni SLS in Resnica, koalicijska Levica in še 2 stranki, ki se nista prebili Državni zbor, Pirati in Zavezništvo Desusa in Dobre države. Kako močno vlogo lahko tukaj odigrajo na teh evropskih volitvah preferenčni glasovi? Kot vedno jo lahko, ne. Da se to vidi in to tudi se vidi, da ljudje imajo pač radi to možnost. Ne? Tako da mislim, da kar se tiče tega referenduma, bo tukaj si drzne napovedati, da zaradi tega referenduma morda ne bo imela koalicija toliko težav, če bi recimo druga 2 izgubila, no, zaradi tega, ker pač se kristalizira, kot da tukaj bo podpora šla čez, recimo pač SDS sploh ne bi smel imeti težav v tem, ker oni imajo že tak sam sistem, v zdajšnjem sistemu zastavljen tako, da dobro vedo, koga bodo izvolili, ne. Zdaj pa ljudje pa imajo tu radi pač možnost seveda, da rečejo, kdo je tista njihova izbira in seveda se to tukaj lahko zgodi. Recimo Franc Bogovič je zanimiv primer tega, ne? Ker v nasprotju z nekaterim mešetarjenjem z mesti na listi je on nekje na sredini kot poslanec na sredini te liste. SLS prav izkuša nekaj povsem drugega, torej Petra Gregorčiča, ki v bistvu ga lahko potegnemo nekako, oziroma se ga do zdaj razumelo v bistvu kot
seveda iz vidika predsednika programskega sveta na RTV-u kot simpatizerja SDS oziroma tega, kar se je takrat tam dogajalo. Franc Bogovič nima nobene težave, da gre na sredino liste. On je prepričan, da tako kot doslej lahko iz tega mesta pač pride tudi naprej. In to so vse realni scenariji, da se razume. Ne? Seveda, če SLS pride tukaj zraven v igro. Je pa to seveda vedno boleče. Jaz sem večkrat že spremljala te evropske volitve od blizu. Marsikdaj se je kdo, ki je bil recimo na vrhu liste, pa ga potem prehitev nekdo od nekje od sredine liste, pač se počuti pošteno poraženega. Ne? Zelo je personalizirano to in tu seveda so odprte vse možnosti vseh presenečenj. Res je, evropske volitve se meni tudi zdijo bistveno bolj personalne volitve kot volitve v državni zbor. Gotovo so to tudi volitve, na katere grejo strankarski podporniki, strankarski fani. Manj je taktičnega glasovanja, se mi zdi, manj je opredeljevanja proti nekomu kot za nekoga, ne, kar je značilno sicer za parlamentarne volitve. Tako da zdaj trenutna slika, kot jaz vidim, mislim, da je ravno za voljo vseh stvari, o katerih smo pregovorili, še precej nejasna, razen v eni stvari. Torej, velika senzacija bi bila vse drugo, razen gladke zmage Janševe stranke. Govorimo seveda o relativni zmagi ali 3, 4, ali je možno še kaj več poslancih, je v tem hipu po moje preuranjeno govoriti, ampak zagotovo so si v bistvu za kampanjo in tako ali drugače nekako trasirali pot do tega, da utrdijo primat. Ne. Nekako evropsko zgodbo najboljše razume od vseh političnih strank. Je pa tu en zanimiv detajl, znotraj Evropske ljudske stranke so se znotraj tega mandata pomaknili na rob, pomaknili so se bližje ECR-ju, nekako Orban je odšel, oni niso odšli, ampak ta grožnja možnosti, da bi SDS kanil oditi iz Evropske ljudske stranke, še vedno obstaja in tudi zdaj na tem kongresu v Bukarešti, ki so ga imeli, na teh glavnih fotografijah je bil velika zvezda hrvaški premijer Andrej Plenković, grški premijer Mitsotakis in pa predsednica Evropskega parlamenta Metsola, medtem ko slovenskih obrazov ne Janše, ne drugi v bistvu na teh fotografijah, ki naj bi predstavljali, ki naj bi bile za katalog te Evropske ljudske stranke, ni bilo. Ne nazadnje, premik pri Janševi stranki viden tudi v zastopanju precej evroskeptičnih stališč, predvsem Hojs tukaj velikokrat poudarja, Bruselj, evropska birokracija, neučinkovitost, torej postavlja pod vprašaj nekatere te stvari, ne zavzemajo se za izstop iz Evropske unije, ampak vendarle ta mehki suverenizem, ki ga eni seveda v Evropi trenirajo veliko bolje izraziti in tukaj vidim preko Irene Joveve, da se bo kampanja Svobode seveda osredotočila na to, da Svoboda je pa na drugi strani branik demokracije, vladavina prava in izrazito proevropske ideje kot takšne. Tako da mogoče ta dva nastavka v kampanji sta bolj jasna. Pri ostalih pa bo vsaka stranka, Metka je že dobro opisala nekatere stvari, šla v to tekmo za svojo notranje politično prtljago, agendo, NSI za svojo SD, seveda z tem, da so za njih volitve za biti ali ne biti, nazadnje tudi NSI krvavo potrebuje nek rezultat. Levica precej medlo v samo kampanjo, mogoče celo sprijaznjena z neko nesposobnostjo, da se uvrstijo v Evropski parlament, čeprav vemo, da je Luka Mesec kot speaker stranke in prej predsednik že znal v soočenjih dvigniti rejtinge te stranke. Element presenečenja iz zunaj parlamentarnih strank je seveda lahko Vesna in Vladimir Prebilič. Izjemno zanimivo pa bo spremljati, kako se bo slovenski elektorat odzval na resnico. Nenazadnje so stališča te stranke izven nekih proporcij in okvirjev, ki jih zastopajo, bom rekel, tradicionalne politične stranke, tako v odnosu do Rusije, kot do nekaterih drugih varnostnih ali pa tudi identitetnih vprašanj. In v bistvu bo zanimivo videti, to bo kar en lakmusov papir testa neke populistične rezistence slovenskega volilnega telesa. Včeraj si na družbenih omrežjih opozoril, da bereš kaj neko knjigo, ki bi jo bilo treba brati pred evropskimi volitvami. Kaj bereš? Res je. V bistvu knjiga bivšega
urednika Foreign Affairs Mosesa Najma. Hkrati je bil kasneje tudi direktor Svetovne banke in pa celo venezuelski minister za trgovino, sicer pa znan publicist, v bistvu analizira vzpon na novo izumljanje avtoritarne politike, ki se pretvarja in pride na oblast, seveda z neko demokratično legitimnostjo, na to pa v bistvu celotno državo nekako pretvori in prekvasi, za to, kar smo videli na Madžarskem, nazadnje se je začelo v Ameriki, v Boliviji, v marsikaterih drugih državah, v smeri nekega poavtoritarnega režima, kjer so volitve, tako kot v Rusiji, samo nek ritual aklimacije oziroma potrjevanja politične oblasti, in avtor tukaj opozori predvsem na populizem, čas postresnice, torej laž je dobila domovinsko pravico v političnem diskurzu, in pa predvsem tudi polarizacije, ki jo gledamo. Torej v bistvu politična sredina je v eroziji, nekako nestabilna ves čas, in v bistvu polarizacija političnega prostora, ki jo gledamo. Nazadnje mogoče, sama si prej rekla, da sta odskočili dve stranki, mogoče bomo v prihodnosti gledali v bistvu bolj ali manj spopad tudi bolj odločen teh dveh strank. Tudi Luka, za gledalce oziroma poslušalce, tudi Luka Lisjak Gabrielčič je napisal kolumno v povezavi z evropskimi volitvami, ta konec tedna bo objavljena. Metka, tebe bi še vprašala, kakšen pa bi bil napotek, kaj naj državljani, volivci, na kaj naj bodo pozorni pri evropskih volitvah? Definitivno na te teme, ki se pri tem odpirajo. Zdaj, sicer novinarji imamo to tendenco, da to veliko krat govorimo, da gre za prelomni trenutek, ampak zdaj se zdi, da res gre za prelomni trenutek. Tudi zaradi vseh zunanjih okoliščin, ne nazadnje tudi zaradi tega, kar je recimo v času od prejšnjih volitev vse Evropa doživela. Kaj vse se je tukaj zgodilo? Ja. In pač vendarle je pač jaz mislim, da pač moramo biti pozorni na odgovore na ta vprašanja, kakšne so in ali so tu kakšne res dejanske rešitve. Tudi torej, v tem smislu, kaj pa ponujajo ti prosti strelci, ki se pri tem pojavljajo. Ali je to realno? In ne vem, ste gledala, ta teden je nacionalna televizija objavila pogovor z Romanom Prodijem ob 20. obletnici Evropske unije. In on je rekel res en tak lep stavek, in sicer, da je Evropska unija dober kruh, ki je pa šele na pol spečen. In tukaj se lahko zgodi, pač, da ga vzamemo ven iz pečice tudi. Tudi to se lahko v smislu teh nekih teženj ali pa tega nekega širjenja teh različnih nekonvencionalnih rešitev ali pa zapiranja Evrope ali pa slabih rešitev, kar se tiče odgovora na celotna razmerja v svetu in na vse krize, pač seveda lahko pride do slabih rešitev oziroma terjati je treba od političnih strank, da imajo dobre odgovore na to in da jih seveda potem tudi izpeljajo. K komisarju bodočemu slovenskemu še malo poglejmo. Torej, Tomaž Vesel, Gibanje Svoboda ga je napovedalo. Glede na to, kaj se včasih zgodi z imeni, ki jih Gibanje Svoboda napove, mislite, da bo res na koncu komisarski kandidat? Vemo, kaj se je zgodilo pri nesojenemu kandidatu Merlu, Ja, seveda so vse možnosti odprte, to smo že večkrat tukaj seveda videli. Zdaj, ali bi bilo to pametno, najbrž spet ne. Ali je bilo to čisto by the book speljano, tudi ne. Zdaj, težava, ki jo jaz razumem to stališče, zakaj je bilo to ime vrženo na ta način v javnost in tako hitro. Odkrito gre za to, da se predsednik vlade o tem pogovarja z zdajšnjo predsednico Evropske komisije, ki se seveda čeprav je na preizkušnji, pač seveda si nadeja novega mandata, in z tega vidika jaz to razumem. Zdaj, seveda bi bilo pametno, da bi to najmanj z koalicijskima partnericama uskladil predčasno, čeprav de facto pa pač v resnici konec koncev od tega vpliva prav zares na koncu nimata. V bistvu Gibanje Svoboda kot tako velika vladna stranka bo pač to odločitev
sprejela, čeprav je tukaj še vendarle malo odvisno tudi od rezultata na evropskih volitvah, ne, tu se lahko še kaj v nekem tem političnem smislu zgodi, ampak je pa še nekaj, zdaj, da pa bi poslali nekega kandidata na način, kot se je to zgodilo pred 10 leti, pa tudi mislim, da ni nekaj, kar bi pač kdorkoli želel gledati, ne, torej v smislu to, kar je takrat se zgodilo Alenki Bratušek, tudi seveda zaradi notranje političnih zadev, ne, to je na dolgi rok škodilo predvsem in samo državi kot taki, ne. In mislim, da pač tu moraš še kakšne pogovore speljati in se pač okoli tega zediniti, če bi pa zdaj tu šli spreminjati ime, ne vem, kako bi to spet potem analizirali. No. Kako pa je prihajalo do iskanja tega kandidata? Ja, zdaj po mojih informacijah je bilo pogovorov seveda bistveno več in bili so zelo širše in različne kraje in konce je šla ta trgovina. Mislim, da je ta poteza hitra, verjetno prehitra. Kakorkoli gledano, ne, lahko je z notranjega političnega vidika ali pa nekega marketinškega vidika kazanja, ne, Svobodi očitajo šibe kadrovski bazen, nerešitve, ne, lahko mogoče celo razumem, ampak vendarle mi smo še dober mesec do evropskih volitev. Res je, v ozadju v Evropi se voditelji že pogovarjajo o tem, ali bodo resorji drugačni, kako, komu, kaj, kateri bodo strateški resorji. Vemo, da Francija si zelo želi ta resor, ki bo pokrival vojno industrijo oziroma vojno ekonomijo v to smeri zelenega prehoda, se cela Evropa premika. Ampak daleč smo celo od tega, da bi imeli seveda Ursulo von der Leyen kot že položeno oziroma dokončno potrjeno bodočo staro novo predsednico Evropske komisije. Ne nazadnje Macron, ki je bil ključen človek tega dogovora, Merkel-Macron, da je sploh ona v bistvu vstopila v to igro po zadnjih evropskih volitvah, nekako ni prižgal zelene luči za njo in v zadnjem času je ponovno zaokrožilo ime Marija Draghija kot nekega modreca, ekonomista, kot nekoga, ki bi znal Evropo, ki mora tudi trošenje in proračune spraviti v neke okvirje, ne, ki so zdaj v teh postkriznih časi nekako poblazneli oziroma so vsa ta pravila se popustila, ne, on je zdaj spet v obtoku in ena zadnje Ursula von der Leyen niti znotraj EPP-ja ne uživa, bom rekel, zelo močne ali pa plebiscitarne podpore. Tako da v bistvu ti pogovori o evropskem komisarju in ali komisarki bodo se v resnici začeli po 9. juniju. Takrat se bo na nacionalnih in evropskih ravneh seveda odprla ta trgovina in takrat bo pravi čas. Zato mislim, da je v osnovi ta poteza Goloba lahko ne doživi takšen epilog, kot so ga kakšne njegove kadrovske poteze, ki so bile zelo hitro že doživele. Res pa je, kar pravi Metka, real politika slovenski vladi trenutno je takšna. Ne? Svoboda lahko v bistvu sama na nek način pripelje nekoga na ta način v Bruselj. Zdaj Svoboda je najmočnejša stranka, ne bo pa nepomembno, kakšen rezultat bo dobila na teh evropskih volitvah. Zdaj, 2 poslanca bi bila verjetno za njih nek relativno sladko-kisel rezultat, ki bi ga sicer lahko na nek način v notranje politične namene interpretirali kot nekako vzdržen. Če bi pa dobili 3, bi pa verjetno lahko to razglašali kot neko zmago, ker so dobili več kot jim je kazalo, ali so pričakovali, ali so seveda stranke iz te liberalne družine do zdaj nekako tudi dobivale. Ampak prave komisarske zgodbe, ne, se bodo začele odvijati šele kasneje. Zanimivo pa je, ne, da sosednji premier sosednje države se je dal na čelo liste. To kaže na nek način njegovo visoko ambicijo v evropskih političnih zgodbah, kot politik visoko kotira, na drugi strani pa mogoče tudi večjo resnost pri sestavljanju bom rekel, ali pa večje stave na te evropske volitve v Sloveniji. Ja, o komisarju je predsednik vlade za delo prejšnji teden rekel na ta način, ne, da v bistvu je fajn, če povzamem, da se pač z nekim imenom že operira. Ne, zdaj. Tako da bomo videli, ali bo to ime obstalo. Zdaj, kaj se on seveda tam v Bruslju ne pogovarja z voditelji, ve on. Ne? Ja. Zagotovo nekaj trgovine in nekaj pogovorov zdaj teče, ampak vemo, ne, da mandatar Evropske komisije ponavadi od držav zahteva celo 2 imeni ali kakorkoli.
slovenske komisarske zgodbe do zdaj pa niso imele vedno dobrega konca. Ne. Alenka Bratušek je bila omenjena in v izogib kakršnim koli tovrstnim zgodbam bi veljalo tukaj zadržano, strateško in premišljeno in nekako dogovorjeno tudi znotraj politične elite pristopiti k temu. To so pomembni ljudje. V naslednjem mandatu bo zelo pomembno tudi, kakšen mandat bo Slovenija imela. Nekdanji predsednik Borut Pahor in njegova prihodnost, skratka, dobro mu menda kaže po doslej znanih informacijah za novega posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino. Kakšen rang, kakšna ta funkcija je, kako pomembna in v kakšni fazi je v bistvu Borut Pahor zdaj v svoji politični karieri? Definitivno v tej fazi, da bi to z veseljem prevzel. Je neko logično nadaljevanje njegove, tega mu pač sam, kar bi mu lahko, ampak tega mu ne moramo čitati pač res te... Ni slovenskega politika, ki bi bil tako izkušen. Kaže posebno afiniteto do Zahodnega Balkana. Čeprav razumem, piše nek predlog na to temo, ne, kako bi pristopil k temu dialogu, torej med Beogradom in Prištino. Očitno ima neke signale, da ga recimo zunanji politični predstavnik pri tem podpirajo ga tudi slovenska vlada, zunanje ministrstvo in predsednica države in to se mi, ne glede na vse, kakšni so tukaj notranji politični odnosi, pač zdi samo dobro. Tako da v tem smislu mislim, da bi se mi kot država pač morali vsake take funkcije pač človeku, ki ima možnosti za to, pač pri tem absolutno pomagati. Borutu Pahorju lahko očitamo vse, le tega, da se v bistvu pretežen del svoje kariere ukvarjal z Zahodnim Balkanom, ne moremo očitati. Tako da na nek način, če pogledamo njegove reference za to funkcijo, zagotovo so. Borut Pahor je posebej v izteku svoje predsedniške funkcije nekako iskal svoje mesto pod soncem, nekako je seveda poskušal kapitalizirati svoj politični brand in ne nazadnje tudi svoj marketinški brand, kakorkoli. Ne. Tako da odprte so bile različne poti, ali bo Borut Pahor influencer, ali bo Borut Pahor poslovnež, ali bo hodil na predavanja po svetu, ali bo Borut Pahor pač podcaster ali kakorkoli. Skratka, v vsakem primeru je skrbel za to, da je v bistvu ohranjal, tudi ko je odšel iz predsedniške palače, da se je ohranjal kot politična figura na takšne in pojavnosti ohranjal in to zelo spretno medijsko, kar on seveda zna. Zdaj, strinjam se absolutno s tem, da bi Slovencu, ki ima možnosti za to, da prevzame kakršnokoli politično funkcijo ali pa diplomatsko funkcijo tega ranga, morala država in ne nazadnje tudi v bistvu celoten politični prostor prisluhniti in mu pri tem pomagati. V Strasbourgu, ko sem se pogovarjal z nekaterimi, pogovarjal pa sem se tudi s kolegi, ki so bistveno bolj obveščeni kot jaz, denimo Peter Žerjavič Delo, ki preverjajo seveda dnevno te stvari, so dejali, da v bistvu... In Pop TV, pardon. So dejali, da je v bistvu ta zgodba blizu done deal, da je zgodba v bistvu zelo daleč, da potekajo mogoče celo pogovori o tem, kakšno postavo bo Pahor tam imel na voljo in tako naprej, ampak vemo, kako je v politiki in diplomaciji, dokler ni konec, ne, dokler debela gospa ne zapoje, ne moremo reči še popolnoma nič, ampak očitno so izgledi Boruta Pahorja v tem smislu zelo dobri in dober obet zanje ne nazadnje, da nekega stampeda notranje političnega, vse jaz nisem opazil v zadnjih tednih, ne, da bi letelo v to kandidaturo, razen da se SDS in Levica, mislim, da nista kaj posebej izrekli v podporo. Podprla ga je vlada, podprl ga je premier, predsednica republike, bivša stranka, mislim, da tudi ostale stranke, razen teh omenjenih, so javno izrekli mu podporo in ne nazadnje velja povedati, da kot nekdanji premier in predsednik ima seveda tudi ljudi znotraj evropske politike in demokracije, preko katerih lahko nekako lobira. Ne nazadnje Marko Makovec, njegov dolgoletni politični svetovalec, je zelo visoko v evropski diplomaciji. Pa ne rečem, da je to odločilno, ni pa nepomembno.
če gremo od bivšega predsednika, da še rečemo, kaj od sedanji predsednici, med politiki volivci najboljšo povprečno oceno so prejšnji mesec znova podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar. Kako jo vidite, kakšna predsednica je, mogoče na kratko? Jaz se morda še vedno iščem, kot da morda išče nek svoj izraz, še vedno na nek način. Čeprav tega ji ne moramo očitati, torej, da se v nekaterih ključnih trenutkih ali pa takrat, ko ima kakšno neko stališče, se oglasi, kdaj gre tudi morda samo sebi vzelje s tem, no, da se razume, ampak pač to naredi. Mislim, da je kot izjemno pomembno ocenjevala to srečanje, ki ga je imela na Brdu prejšnji teden, torej, da je prvič po 12 letih, torej, razumelo se je, torej, to, česar Borut Pahor ni naredil, ampak je naredil nazadnje Danilo Türk, da je pripeljala torej, predsednike vseh 4 sosednjih držav sem, ne. Zdaj imate neke, torej, ni mogoče toliko, recimo, vešča Instagrama, ampak zdaj, kakor vidimo, pa išče ta svoj izraz s petjem, ne, kdaj tudi zapoje, tudi išče to neko svojo ljudskost, ki je mogoče čist na prvo žogo prav zares nima, ne. Tako da tu mislim, da še nekaj bomo še gledali, mogoče kaki razvoj dogodkov in samega razumevanja funkcije. Ja, nekako še izoblikuje to svojo predsedniško figuro, čeprav moram reči, da ja, mogoče ta ljudskost, ne, ki jo želi tudi prezentirati, kdaj izpade nespontano, je pa verjetno v tej predsedniški funkciji kdaj tudi potrebna ali kakorkoli. Mislim, da pelje neko svojo zgodbo med Pahorjem in Türkom, ne, kar po neki sredini, mogoče seveda bližje neki izraziti resnosti in manj instagramski politiki. Vidi se pa, da je nekako v zadnjih mesecih količina konfliktov med njo in premijerskim uradom nekako je pod kontrolo bolj, kot je bila nekaj časa. Pride do kakšne občasne praske, ne, na zadnjem intervjuju, ki se ga sama citirala prej v Delu, je Golob nekako nakazal, ne, da se ne strinjajo povsem, ampak sobivajo in komunicirajo normalno, tako da se je, mislim, da Nataša Pirc Musar v tem času, odkar je v palači, oblikovala kot nek akter in kot nek player v slovenski politiki, čigar besede imajo seveda tudi nek odmev in težo in zdi se mi, da relativno dobro odmerja ta hip prostore, v katere intervenira kot predsednica. Instagram si omenil, ne? 1. maj je za nami. Če sem prav videla, predsednika vlade ni bilo ne na slovesnostih za praznik dela, ne za 27. aprila. Je bil pa kar veliko na Instagramu svoje partnerke. Mislim, kaj s tem sporoča? A s tem kaj sporoča? Kakšno sporočilo dobimo državljani, če ga na nekaterih stvareh, ki so simbolne vrednosti za neko državo, če ga recimo redno na tem ni? Zdaj vprašanje, ali to sporoča on ali to sporoča Tina Gaber, ne. Šalo na stran, ne. Zagotovo to neko sporočilo je. Kakorkoli politični voditelji so na kakšnih proslavah seveda tudi že manjkali pred Robertom Golobom, ampak potem nismo seveda spremljali nekega resničnostnega šova na družbenih omrežjih in gledali, kje oni ta hip so, ampak je na nek način obveljalo, da so tako ali drugače službeno ali neslužbeno zadržani in odsotni. Zdaj, v zadnjem času se je seveda Golob, ki se še 2 leti nazaj zaklinjal, da ne bo instagramski politik, seveda ujel v neke čisto druge algoritme ali pa druge zakonitosti političnega komuniciranja in ta sporočila, ne, državljanom po moje niso dobra, ne, kakorkoli gledano, ne. Država je pred volitvami, pred resnimi izzivi, veliko front je odprtih, ne. Seveda ima predsednik vlade pravico do odklopa, oddiha, kot vsi ostali državljani, ampak vendarle je pričakovati, ne, da bi predsednik reševal probleme in se v bistvu pojavlja tudi na nekaterih dogodkih, na katerih bi lahko v bistvu tudi v javnost, bom rekel, posredoval nekatera pomembna politična sporočila, ne samo za svojo prisotnostjo, ampak še za čem. Tako da to je nek nov pristop k ustvarjanju, bom rekel, politične podobe, ki mi ni blizu, kakorkoli gledano, oziroma je tudi
v Sloveniji do zdaj v bistvu kar precej unikaten. Pahor je Instagram uporabljal, vendar le nekoliko drugače. In to me je prej Katja Šruga opozorila, sva nekaj debatirali o tem in v bistvu ima prav. Ne? Pri njemu se je to začelo, ne, če se ne motimo, ko je postal predsednik države, ne ko je bil predsednik vlade. Je, ne? Res je sicer, da ne vem, koliko je bil Instagram takrat že razširjen in modna muha, ali pa nujnost, kot je zdaj, ne? Morda ni bil tako zelo. Ne? No, se tudi Instagram se da na več načinov uporabljati, ne? Da ne bo pomote. Hočem reči, to je samo medij. Na kak način se ga človek uporablja in kaj gor daje, je pa v bistvu odločitev. In to je se meni zdi en zelo pomemben v bistvu tudi nek trenutek tega. In sicer spet ena stvar, ki je Borutu Pahorju ne moremo očitati, pa smo mu veliko stvari mu očitali, ne, tega, da on ni kralj Instagrama, on je kralj Instagrama. On to res zelo dobro počne. On, ko je chillal, je res chillal, ne. In je to delal povsem sproščeno. In tu se pa meni pojavljajo te tegobe v tem konkretnem primeru. Jaz te sproščenosti pri zdajšnjem predsedniku vlade prav zares v teh nekih pojavljanjih ne vidim. Ja, zdi se, tako kot si ti rekel, ne nek reality show, ampak on je stranski igralec. Režiran, ja. On je stranski igralec v tem reality, ni glavni. Ne? Drugo stvar, kar je rekel Matija, je res, kaj sporočamo s tem? Predsednik vlade Robert Golob ne more biti ne predsednik vlade Robert Golob v tem trenutku, ko se javno izpostavlja. Pač tako je. Ne? In zdaj, če ti, torej, kot rečeno, absolutno vsak, ki si to lahko privošči in predvsem predsednik vlade, jaz mislim, da mora na oddih kamorkoli pač želi, zato, da pride potem nazaj in je resetiran in dela za vse nas naprej. Ne? Ampak, kaj pa sporoča s tem, ko to živo prenašamo, praktično to križarjenje, ne? Za praznik dela, recimo. Zato, ko si v bistvu ti odgovoren za socialno državo, ne? Kamar si kdo si pač tega ne more privoščiti. To je neko sporočilo, recimo pač imamo politike na Rožnik, ki podarjajo delavske pravice, po drugi strani imaš pa to, kaj je pesnik prav zares želel povedati. Pa še en vidik, ki ga pa jaz tukaj vidim, ki ga pa ne razumem, tako človeškega kot tudi z novinarskega vidika je ta polje zasebnosti, ki se nam odpira. Ko si ti na neki taki funkciji, ki si tako javno izpostavljen, ki si kritizira za čisto vsako besedo, ki jo izrečeš, za čisto vsak pogled, ki ga komu nameniš, in da se potem ti odpreš, ker ti to odpreš vrata svoje dnevne sobe, tega. Zato se mi zdaj o tem pogovarjamo. Sicer se pač ne bi smeli, ampak zdaj pa se, ker je to nekako lansirano v javnost. In jaz zdaj razumem, da to del neke sicer, kolikor je bilo meni to tudi povedano, strategije, ne samo komunikacijske strategije, ampak širše strategije, torej naslavljanja vseh množic, ki se v javnosti pojavljajo. Ne? Ampak tu ne vem, to, kar je nekako Matija tudi spalja, torej, če to ta neka Instagram množica ali pa ti neki Instagram sledilci množica nekaj 10,000 ljudi, prvič ne vem, ali so to tudi volivci in tudi, če so volivci, ne vem, če so volivci za, ne? Ampak so pač spremljevalci tega iz marsikaterega tudi drugega razloga. In hkrati pa zaradi tega, ker to seveda zato, ker gre za predsednika vlade, ki ga ni moč odlepiti od funkcije predsednika vlade, to prenesemo tudi konvencionalni mediji, vsem tistim, ki pač teh medijev pač nimajo, ki niso prisotni na Instagramu, pa znotraj teh drugih množic mislim, da pa manjša pri kom, ravno zaradi tega, ker se sprašujemo, kaj s tem sporočamo, neka podpora. Torej, da obstaja nek križni račun, ki se ga tukaj nekako ne izide mogoče. V smislu, kako resen je ta predsednik vlade, bi lahko parafrazirali tukaj Žižka izpred nekaj let, kako je že bilo 3 minute dobrega filma, več kot usoda države. Jaz mislim sicer, da instagramska občinstvo to snemanje premiera še najbolj razume, ker Instagram je medij, kjer so vsi zadovoljni, srečni, radi gledajo to vrstne vsebine, ampak seveda to je medij, ki pronica tudi v ostale medije in sporočila, ki pridejo do ostalih ljudi, ki niso na Instagramu, so pa seveda popolnoma drugačna. Tanki let je to zato, ne, ni prvič, da je kak slovenski politik, Janša imel takšne probleme, ne, borba za malega človeka, ki se potem konča z golfom v eksotičnih krajih za velike denarje in tako naprej. In vse skupaj izpade lahko zelo dvolično, populistično in da ne rečem še kaj več. No, pa tudi križarjenje pa podnebne spremembe niso ravno. Drži, Suzana, tako.
Ja. Ja, se strinjam. Torej, kot rečeno, Tako da zdaj, pa zdaj nič, spet, jaz ko sebi boste gledali ta podcast, še ne vemo, ali je premijer že varno prišel Prišel je. nazaj. Zagotovo bomo pa promptno in real time to izvedeli. Tako. Ne, ampak je res pa dobro, zdaj mogoče jaz se strinjam, pa tudi s tistim ocenjenjem, ki pravijo, da to niso naše največje težave, ne, ampak Niso. so pa na simbolni ravni, so Tako. pa pač izgubljene Tako. priložnosti. Recimo, kar se tiče te, ne samo, da so spuščene proslave, ne, pač 20 let Evropske unije smo praznovali 1. maja. Proslava, zdaj pa ne rečem, da zaradi tega, ampak pač tudi zaradi tega, ker marsikdo drug manjka, je predstavljena, se bo praznovala skupaj z Dnevom Evrope 9. maja. Ne. Torej bosta v bistvu dve proslavi združeni v eno, zato ker kdo pa je 1. maja tukaj, ki je okrog. Ne. Mi tri. Mi trije. Ja, ne? In še drugačni, ne? In za kamera, in Režija, fantje v režiji in tako tako. naprej. Ja. Ja. Hvala lepa za vajina pojasnila, za vajine odgovore. Res upam, da še kdaj, da bomo takole analizirali. Skratka, ta štajerska naveza mora še naprej delovati. Hvala vama. je trdna. Je trdna? Brez skrbi. Ja. Ko bo vabilo, štajerska naveza pride. Hvala lepa še enkrat. Hvala tebi. Enako. Hvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Naslednji teden pa smo spet skupaj.